Živijo tukaj Valentin. Ali vas mučijo čustva? Ali imate zlomljeno srce? Danes bom govoril o prvi čustveni pomoči. Kako se lahko pomagate v takih trenutkih, ko ste prizadeti z raznimi čustvi, za čustvi obupa, depresije, žalosti, lahko pa tudi pretirane sreče. Vsekakor zelo prav pride pomoč, nasvet glede tega, kajti človek, ki zapade v močno čustveno obsedenost, v energetsko obsedenost, si zelo težko pomaga sam. Čustvene energije človeka obsedajo, zaslepijo, paralizirajo. Kaj so pravzaprav čustva? Kako to, da nas lahko prizadanejo? Zakaj nam dejansko škodujejo? Kaj niso čustva nekaj povsem normalnega in naravnega? Nekaj, kar nas naredi človeka. Žal stvari niso take, kot si jih ljudje večinoma predstavljajo, ampak je v ozadju popolnoma drugačna znanost in realnost o tem, kako človek deluje, kako deluje umsko-zavestni sistem. Mi kot živo bitje, ki se inkarniramo v fizično telo, smo tisto bitje, ki je življenje, ki predstavlja življenje. Življenje je konstanta. Življenje ne more biti manj ali več. Življenje enostavno je. Mi smo tisto bitje, ki ima zavedanje, ki se odloča, ki stvari zaznava. In v fizičnem telesu lahko v tej realnosti samega sebe izražamo na fizičen način, se gibamo, govorimo, poslušamo. Obstaja pa še ena komponenta, ki je del našega fizičnega telesa, in to je oziroma umsko-zavestni sistem. Ta se začne razvijati nekje pri starosti 2 let in lahko človeka povsem prevzame ter nadvlada kontrolo nad našim fizičnim telesom. Je energetski sistem, ki ima svoje lastno zavedanje, svoje lastne interese. Uporabljamo ga lahko zato, da razmišljamo, da v domišljiji načrtujemo prihodnost, ampak ker je energetski sistem, neprestano hrepeni po tem, da bi ustvarjal energijo. Energijo pa lahko ustvarja samo, če ustvarja konflikte v našem fizičnem telesu, torej trenje med realnostjo in med nerealnimi prepričanji, ki nam jih stalno proizvaja. Te energije notranjih konfliktov se imenujejo tudi čustva. Čustva so torej nekaj, kar lahko izkušamo, so pa lahko tudi nekaj, kar nas lahko prevzame in potem smo mi tisti, ki smo pod kontrolo uma in čustev,
torej teh energij, namesto da bi z umom in energijami upravljali sami. Večinoma so te čustvene reakcije manjše in trajajo kratek čas, zato nas ne prizadenejo na opazen način, se pa vsekakor v nas nalagajo, akumulirajo in ko enkrat presežejo maksimalno kapaciteto, je kot bi se zlila kaplja čez rob lonca, ki je do vrha napolnjen, in takrat nas preplavijo. Začutimo poplavo čustev. Močna čustvena obsedenost je torej skrajna faza, ki je posledica našega dopuščanja številnih manjših čustvenih reakcij, ki se iz dneva, iz tedna, iz meseca nalagajo v nas. Pomembno je torej, da delamo na preventivi, da ne dopuščamo, da se te energije naberejo v nas do te mere, da nas povsem prevzamejo. Če pa nas prevzamejo, potem pa poslušajte sedaj navodila za prvo čustveno pomoč. Kaj narediti v takih trenutkih? Ko začutimo močna čustva, zlasti depresijo, žalost, razočaranje, lahko tudi močno zaljubljenost. Ni važno, ali so čustva pozitivna ali negativna. Vse so energija, ki se je proizvedla na osnovi notranjega konflikta. Zaradi nekih misli, ki so nerealna. Vsak delček stvarstva je enakovreden, če pa mi dajemo nekemu delčku stvarstva ali nekemu predmetu ali osebi večjo vrednost od ostalih delčkov stvarstva, pa nastane zaradi te polarnosti notranji konflikt energije, ki jim rečemo čustva. Kako torej zaustaviti te energije? Te energije se proizvedajo iz našega fizičnega telesa, iz snovi, so sekundarna pojavnost in mi imamo možnost, da dopustimo, da te energije porabi zato, da se napaja za to energijo, lahko pa te energije vrnemo nazaj v fizično, v svoj izvor. Kako torej energije čustev vrnemo nazaj? Na ta način, da jih predihamo. Dihanje je akt, z katerim povežemo ter naše fizično telo. Z osredotočenjem na dihanje se prizemljimo. Ko smo torej čustveno obsedeni, je pomembno, da se osredotočimo na dihanje. Da smo pozorni na lastno dihanje in da samo dihamo, lahko zamižimo, lahko gremo na sprehod. Skratka, na ta način to čustveno energetsko nabitost omilimo
in vrnemo energije nazaj v fizično. Pomaga katerakoli dodatna fizična aktivnost, ki nas prizemlji. Pomembno je torej, da v stanju čustvene obsedenosti vrnemo svojo pozornost nazaj na fizično realnost. Kajti čustva so energija, ki izhaja iz uma, pa je alternativna virtualna realnost. Podobno kot imamo v računalniku virtualno realnost, igrice, programe, potem imamo pa hardware, torej strojno opremo. Pomembno je, da se osredotočimo na našo strojno opremo, torej na naše fizično telo. In kako to naredimo? Enostavno z aktivnostmi, kot je hoja, tek, fitness, delo na vrtu, delo za glino, kuhanje, pomivanje, pospravljanje, karkoli. Kakršnakoli fizična aktivnost nam pomaga, da se stabiliziramo, da vrnemo pozornost nazaj na naše fizično telo, ki nam je vedno v oporo, ki predstavlja edino resnično realnost. Misli so začasna realnost, so neka nestvarna realnost, tako kot čustva. Stabiliziramo pa se vedno lahko z pozornostjo na naše fizično telo. Lahko gremo tudi na kakšno masažo ali se potapkamo. Obstaja tudi določena tehnika, ki se imenuje EFT, Emotional Freedom Technique ali tapkanje. In ko smo uporabili ta dva prva obliža, torej dihanje, pozornost na dihanje ter pozornost na svoje fizično telo, fizične aktivnosti, potem lahko uporabimo še tretji obliž. To pa je pisanje. Pisanje je orodje, z katerimi najbolj intenzivno lahko ozavestimo svoje misli. Misli so glasovi v naši glavi, ki predstavljajo neko neozaveščeno preteklost. Predstavljajo neko prepričanje, ki smo ga v sebe sprejeli v preteklosti in ki ni realno. In misli nas neprestano nadlegujejo in kličejo po naši pozornosti toliko časa, dokler jih ne ozavestimo. Misli so zelo hitre, so energija in če samo razmišljamo o mislih v naši glavi, jih zelo težko ozavestimo, torej prepoznamo njihovo strukturo, izvor in namen. Če pa mi začnemo pisati, torej da vzamemo list papirja ali računalnik in začnemo pisati to, kaj razmišljamo, že samo ta akt pisanja, to dejstvo, da smo se odločili pisati, nam pomaga misli in naš umiriti. Za marsikoga se to zdi povsem enako, razmišljanje o mislih ali pisanje o mislih, ampak dejansko je pisanje najmočnejše orodje za osvobajanje od miselnih vzorcev.
Priporočam torej pisanje čim bolj pogosto, najbolje vsakodnevno, svojega osebnega dnevnika. In pomembno je tudi, kako pišemo, na kakšen način, da dejansko v samo iskrenosti ozavestimo vse te miselne vzorce in jih preobrazimo, da si jih odpustimo, da nas več ne nadlegujejo. Pisanje je lahko učinkovito samo, če se naučimo tega učinkovitega postopka pisanja. In kot pomoč za to, da se te tehnike naučimo, obstaja odličen spletni brezplačen tečaj, ki se imenuje Deep Light. Je v angleškem jeziku, tako da je zaenkrat uporaben samo za ljudi, ki razumejo dovolj dobro angleščino. Imamo pa tudi slovensko podporno skupino, ki se imenuje Destiny Slovenija, kjer lahko vsakega naučimo, tudi če ne zna najbolje angleščine, kako se ta orodja uporablja. Vabim vas torej, da za nadaljnjo pomoč pri vseh čustvenih vedenjskih težavah, da kontaktirate našo skupino Destiny, poznano tudi na Facebooku pod imenom Praktično ustvarjanje raja na zemlji, da boste dobili še dodatno podporo za odlično razumevanje svojega uma, misli in čustev. Na ta način se boste naučili temeljnih življenjskih veščin, ki vam bodo koristile celotno življenje, s katerimi si boste lahko zelo hitro, enostavno in učinkovito čustveno stabilizirali in postali notranje, stabilna, izpolnjena, zadovoljna, samozavestna oseba. Povezave do teh informacij, do spletnega tečaja, naše Facebook skupine in drugih kontaktnih podatkov pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje!